S 1.1.2017 se ukinjajo registrski računi pri klirinško-depotni družbi. 200.000 vlagateljev okoli ima tam vrednostne papirje. Pojavlja še več pobud, kam zdaj s trgovalnimi računi, bankam, drugim institucijam, borznom posredniškim hišam. Kaj svetujete tem ljudem in v kakšnem primeru se prenos sploh izplača? No, že prej ste me spraševali, na koga se lahko ljudje obrnejo. Glejte, ob lastninjenju v Republiki Sloveniji ni poskrbela ta skupnost za nikakršne informacije o tem, kaj sploh, omenjate družbeno-ekonomsko ureditev, kapitalizem, so iz tega naslova pravice, kaj so osnovne značilnosti. Tega še danes ni v izobraževalnem sistemu. Mi smo zaradi tega tudi toliko lažji plen vseh tistih, ki samo čakajo, kdaj bojo lahko takšno stanje in nevednost in neukost izkoristili. Ti ljudje, ki so ostali z registrskimi računi, torej preko 200.000 jih je še danes, so večinoma nepoučeni, ki so ves ta čas, skoraj 25 let od lastninjenja, imeli delnice, ki jim jih je iz naslova razdelitve nekdaj skupnega družbenega premoženja Republika Slovenija namenila. In ravno ti bi naj zdaj bili v situaciji, ko, če se ne bodo odločili, da bojo ponovno plen v številnih primerih finančne industrije, ki seveda ne daje objektivnih, realnih informacij o tem, kaj so za njih najboljše možnosti, ampak deluje skladno kot gospodarska družba v iskanju dobička, skladno s svojimi interesi. In s tem v zvezi seveda je dejstvo, da je pravzaprav siljenje ljudi, da je edina možnost odprtje trgovalnega računa pri borzno-posredniški družbi ali banki, enostavno ne drži. In tudi, če so danes v teku številne akcije, ki zagotavljajo, da gre za brezplačne prenose, da gre za vodenje računov, ki ne bojo predstavljali stroškov in podobno, se bo izkazalo, takoj, ko bo ta proces zaključen, da seveda temu ni tako, ker ne more biti tako. Vsaj na prejšnje ravni se bodo ti stroški vrnili. Zato smo se v združenju odločili, da ponudimo za tiste, ki želijo ostati imetniki, ne da bi trgovali. Trgovalni račun je namenjen trgovanju, da lahko prenesejo svoje delnice pred ukinitvijo registrskih računov na fiduciarni račun pri odvetniku, s katerim smo sklenili pogodbo. Fiduciarni račun vrednostnih papirjev je popolnoma varen pred kakršnimi koli obveznostmi tako Vseslovenskega združenja malih delničarjev kot izbranega odvetnika in s tem v zvezi ostanejo imetniki teh vrednostnih papirjev za najbolj nizek možen, tako je. S tem, da teh 9 evrov seveda velja za letos, za preostanek leta, pa tudi za prihodnje leto. In mi smo seveda pri tem zagotovili tudi, da ta cena ostane 9 evrov, okolikor se zunanji pogoji, recimo pri klirinško-depotni družbi in podobno, ne bi spremenili. Ker nam je resnično v interesu, da ohranimo čim večje število manjšinskih delničarjev in da iz tega naslova iščemo tudi možnosti in produkte, ki jih je moč izpeljati in poiskati, tako v smislu recimo motivacije iz naslova varčevanj za pokojninske, za ostale možnosti. Ta skupnost je v zvezi za funkcioniranjem kapitalskega trga in tega, kar lahko prinaša kot dobrobit gospodarstvu kot takemu, naredila absolutno premalo. In poglejte, kapital oziroma posojila in tisto, kar pomeni za gospodarstvo, za njegovo funkcioniranje, ustrezen podlago, ustrezne prihodke, gorivo na nek način ne more prihajati, in to se je izkazalo zgolj iz bančnih oziroma posojilnih zgodb. Zato je kapitalski trg, kot se je pokazalo v številnih primerih in v drugih skupnostih, pri tem sila pomemben. Zato so nekatere skupnosti, ki so bile še pred leti pravzaprav v zaostanku za Slovenijo, danes v smislu funkcioniranja ekonomije na boljšem in tudi boljše šla skozi krizo in podobno. Precej več bi lahko naredili s tem v zvezi, mi pa žal dajemo ravno napačne signale ob preomenjenih recimo razlastitvah in spet se ne morem znebiti občutka, da je nekomu to v interesu in da to ni plod zgolj nevednosti. Tako da po tej plati, kar se tiče same delniške opore,
kot možnosti, ki jo združenje ponuja delničarjem, da ostanejo imetniki, da imajo vse pravice iz naslova svojih delnic, torej bodisi dividende, možnosti glasovanja na skupščinah, še celo več. Združenje jim tukaj omogoča, da mi uveljavljamo kompetentno pravice iz naslova zastopanja na skupščinah ali pa siceršnjih morebitnih sodnih procesih, recimo iztisnitvah, preoblikovanjih iz delniških družb v d.o.o. in podobno. In teh iztisnitev je kar nekaj oziroma nepoštenega poplačila, pa kaj govoriva o Adriji, pa govoriva o drugih podjetjih, pa se pogovarjava o Večeru, pa recimo Adrija statusno preoblikovanje v družbo za omejeno odgovornostjo in tako naprej. Nič dobrega se ne piše malim delničarjem, ne? Glede na to, da se bo veliko družb še prodalo oziroma privatiziralo. Kaj je boljše, da se družba proda ali dokapitalizira strani nekega ključnega kupca, kaj bi rekli? Tukaj nekih na počez receptov seveda ne bi želel dajati, odvisno je od posameznega primera. Tudi kar se tiče imetnika delnic ali drugih vrednostnih papirjev, ali je zanj bolje in če je njegov namen prodati, je seveda potrebuje trgovalni račun, tako da tukaj je zadeva jasna. Kaj in kako bo ravnal z vrednostnim papirjem? Pa naj pridobi ustrezne informacije in to ne samo od nekoga, ki je neposredno zainteresiran za to, da ga seveda pridobi v svoj okvir, po svoje okrilje, kjer bo potem seveda zavezan plačevati stroške ali se mu pa to neposredno v investicijo oziroma v njegove vrednostne papirje zajeda. Ko me pa sprašujete o teh postopkih, vam lahko zagotovim, da tako kot pri razlastitvah imetnikov podrejenih obveznic in delnic, tako kot v primeru seveda budnega spremljanja zakonodaje, tudi v primeru delniške opore kot rešitve za te delničarje, ki so več ali manj res slabše informirani, nimajo interesa trgovati na dnevni ravni, da poleg teh projektov, ki jih peljemo, ponujamo te skrbi za delničarje, smo uspešni tudi v primerih recimo iztisnitev, preoblikovanj, dokapitalizacij in drugih izigravanj, ki smo jim bili priča v tej 11-letni zgodovini, pravzaprav odkar smo združenje ustanovili, prej namreč takšno združenje ali sorodno ni obstajalo. V tem času imamo pri vseh ključnih in omenjenih projektih podporo tudi Evropske federacije investitorjev in uporabnikov finančnih storitev, kjer ne nazadnje smo pomembni akterji, kakor tudi drugih sorodnih mednarodnih asociacijah, tako da po tej plati lahko zagotovim, da se bomo še vsaj tako izdatno in tudi vnaprej trudili ščititi interese in pravice manjšinskih delničarjev oziroma vlagateljev. Pogosto nas seveda frustrira, da nismo povsod tam, kjer menimo, da bi bilo brez nadaljnega samoumevno in nujno, da smo uspešni, nismo vselej uspešni ali pa se zadeva enostavno predolgo vleče, je povezana s prevelikimi stroški pred sodišči in podobno, ampak vendarle, in sicer ne bi vztrajali, v številnih primerih smo bili uspešni in prepričan sem, da bo v bodoče temu tako še bolj, kajti ne nazadnje vendarle menim, da smo emancipirali to skupino vlagateljev, delničarjev, da je to postala kategorija, ki bo seveda upoštevana in da je tisto, kar je pomembno za kapitalski trg, da funkcionira dejansko v interesu države, njene ekonomije, skupnosti kot take, kakor tudi vsakega posameznika. Želim vam uspešno delo naprej, ki se naj odraža v čim višjih dividendah in čim boljših prevzemnih ponudbah za slehernika, ki vam poda pooblastilo. Vse dobro še naprej. Hvala za povabilo, vse dobro tudi vam in seveda gledalcem.